Pozdravljeni, z vami sem Minka Ganta in danes bomo govorili o mitohondrijih, o avtofagiji in o hitri obnovi. Vem, da mogoče deluje vse skupaj, kaj so mitohondriji, kaj vam povem po domače. Naše celice delujejo kot avtomobilski motor, oziroma v vsaki celici, recimo ena maščobna oziroma mišična celica, ima lahko celo 2 do 2000 mitohondrijev. Zdaj pa mitohondriji so pa celične elektrarne, tam, kjer se proizvaja energija. In da si boste lažje predstavljali. Ljudje, ki imajo okvarjene te celične elektrarne, se počutijo tako kot star avto. Veste, tako, ko vozite za kakšnim, ki mu avto kadi, nima nobenega pospeška, nikamor ne gre, cuka, na semaforju crkuje. Ja, po domač govorim, ampak vem, da vsi zdaj razumete. In če se vi tako počutite kot ta avto, ki crkuje, pomeni, da vaši mitohondriji nimajo sposobnost samoobnove. No, in temu se reče avtofagija. In to pomeni, da od tisti, ki so pokvarjeni mitohondriji, da odmrejo in mi spodbudimo proizvodnjo novih. Zdaj pa s čim lahko to naredimo? Prva zadeva so aerobne vaje. In aerobne vaje pomenijo, da greste na sprehod in dihate, da greste na kolo in se zraven lahko še pogovarjate, da delate zjutraj aerobne vaje, kot so tibetanske vaje, in dihate. To so aerobne vaje. Nikakor ne spodbudite celično popravilo oziroma ta mitohondrije, da obnovite, če greste na kolo in komaj svojo dušo ulovite, ko pridete nazaj. Ali pa da greste težt in da skoraj crknete zraven. Res ne morem drugače govoriti kot po domače. Ali pa da se zaženete v hrib in da rečete, tako kot mi je en kolega rekel, mene živa duša ne ujame. Ja, shujšati pa ni mogel. In kar je zanimiv, bolj kot mi preteramo svoje telo, bolj povzročamo, da naše telo oziroma te mitohondriji postajajo stari, izdelani, ampak ne odmrejo in ni možnosti, da bi jih nadomestili novi, zdravi, vitalni. No in zdaj bomo točno pogledali, kaj moramo narediti, da spodbudimo ta proces. Ena stvar sem rekla, gibanje, aerobne vaje. Zato vam res priporočam, začnite dan s tibetanskimi vajami, ker s tem spodbudite sam proces obnove. Jaz sama jih delam zdaj res že dolg časa, veste, kdaj sem jih začela delati? Ko je bila najmanjša hčerka stara 1 leto, najmlajša, se pravi, to zdaj že 15 let delam vsako jutro tibetanske vaje. In to je nekaj, kar meni pomaga, da se nadiham. No, to je prva zadeva. Aerobne vaje. S tem, ko zjutraj delate aerobne vaje, podaljšate nočno izgorevanje maščob. Zato, ker po 2 urah trdnega spanja se začne proizvajati rastni hormon in če zjutraj majčkeno pomigate, tudi pozdrav soncu ali pa kakšna vaja joge, vplivajo na to, da se podaljša jutranje izgorevanje maščob oziroma to nočno izgorevanje maščob in to traja še do zajtrka in potem z zajtrkom pa potem spodbudite razstrupljanje. Se pravi, to je en tak krasen sistem. Zdaj pa pojdimo nazaj na avtofagijo, se pravi na to, da te slabe, slabotne celične elektrarne telo odstrani in da spodbudimo nove, proizvodnjo novih. To pa naredimo s tem, da v hrani, se pravi, prva je post in vem, da ste slišali za to, da se moraš čim dlje postiti, da lahko začneš jesti šele ob 11 ali pa 12 in potem 8 ur ješ in potem stradaš. Zdaj, moje mnenje je, da sigurno tukaj delček tega celičnega odmiranja spodbudimo, ampak druga zadeva pa je, da ga spodbudimo tudi s tem, da vmes ta post lahko prekinemo z beljakovinsko hrano, ki vsebuje tudi zelenjavo. Glejte, koliko let že govorim o tem, da je treba za večerjo jesti beljakovine in zelenjavo. In točno to avtofagijo spodbudimo s tem, da jemo beljakovine in zelenjavo. Zdaj pa poglejmo. Če mi za kosilo jemo vse,
Tako kot sem v zadnjem videu razložila, da krožnik razdelimo na Mercedesov znak, ali pa da si preberete to v knjigi, ko imajo hormoni žur, tukaj noter imate vse navodila, kako sestaviti obroke. Potem pa popoldanska malca tudi ne vsebuje več nobenih ogljikovih hidratov. Se pravi, tudi za popoldansko malco jemo pretežno ali pa po večini beljakovine pa zelenjavo. Lahko jemo oreščke, lahko jemo zelenjavo, lahko jemo pršut, lahko jemo 1001 recept. Glejte, tukaj noter imate vse opisano. Ne bom šla točno po detaljih, kaj jesti, vzemite si knjigo in boste točno vedeli, kaj. Potem naslednji obrok je večerja. Večerja, spet beljakovine in zelenjava in spet s tem lahko prekinete post in pred spanjem vzamete C-vitamin in omega-3. In kaj to pomeni? Da dejansko vi s takim načinom prehrane spodbudite to avtofagijo ali po domače spodbudite obnovo celic. In zadnji vaš obrok, ki je poln, ki vsebuje tudi ogljikove hidrate, je kosilo. Se pravi, pojeste kosilo recimo ob 3. Potem imate pa post, dobesedno, ker ga pa lahko prekinete z beljakovinami in zelenjavo, do naslednjega zajtrka, ki je med 8 in 9 uro. Se pravi, ta vaš post traja, mislim, se ne znam niti izračunati, ampak poglejte vi to. Od 3. ure popoldne, od 15. tukaj je 12 ur do 3 po noč in potem prvi obrok je tukajle ob 8, se pravi 12 plus 5 je 17-urni post. 17-urni post, to pomeni, da vi dobesedno v teh 17 urah spodbudite tako celično obnovo, kot obnovo vaših mitohondrijev, kar vpliva na to, da imate več energije, vpliva na to, da se rastni hormon proizvaja in vpliva na to, da se obnavljate. Hkrati pa ves ta proces spodbudi obnovo možganov in ker se proces obnove možgane spodbudi, pomeni, da ni variante, da zbolite za katerokoli avtoimuno boleznijo, ni variante, da zbolite za demenco, Alzheimerjevo boleznijo. V glavnem vse avtoimune bolezni izvirajo iz podhranjenosti oziroma izvirajo iz tega, ker telo nima zmožnosti počistiti odmrlih celic ali pa tiste, ki slabše delujejo, in jih nadomestiti z novimi. In na ta način, kar vas učim, dobesedno spodbudite proces obnove, vse hormonske sisteme spodbudite in boste videli, ja, ne nazadnje se preoblikujete, ampak to je najmanjša zadeva v tem procesu, ker vi spodbudite s takim načinom prehrane celično razstrupljanje, obnovo, popravilo in predvsem preoblikovanje vas od znotraj, popravilo možganov in telo je samo pokazatelj tega, kar se vam dogaja od znotraj. Tako da naredite to na ta način, kot vas učim v knjigi. Ko imajo hormoni žur, si boste pomagali do celičnega zdravja, do popravila, do tega, da boste poskrbeli za čisto vse nivoje vašega fizičnega zdravja. To je pa potem tudi osnova naprej za psihično stanje. Tako da naprej psihično stanje, pa spet ljubezen do sebe. Tako da uživajte in jejte, da popravite svoje celice.